kaj utrujenosti, predvsem pa vprašanje, ko smo gledali vas včeraj, ne mislim vas, kajakašice, na progi silne težave, srednji del. Danes to ni toliko težav, celo bom dejal, lažje kot včeraj. Ja, res je, to sem že tudi včeraj rekla, se mi zdi na intervjuju, da se mi zdi, da bo danes lažje, zato ker smo zbrali bolj sigurne variante, sigurne poteze, ki nam bolj zanesljivo prinesejo pač odpeljana vsa vratca. Tudi moram reči, da sem v cilj prišla dosti spočita, čeprav sem bila včeraj zvečer po ekstremu zelo zmatrana in sem šla tudi zgodaj spat. Sem mislila, da bom danes brez moči, ampak v resnici tako, ko čutiš vodo, ko gledaš vodo, je veliko lažje in se mi zdi, da danes v kanuju sem to nekako naredila. Zgoraj se mi je čisto na začetku pripetila večja napaka, ki me bo najbrž stala še kakšne višje uvrstitve. Ampak vsem sem zadovoljna, da sem se po uni napaki pobrala in preostali del proge odpeljala tako, kot sem si zadala. Predvsem z nulo. Ja, z nulo, to mi je zelo všeč. Že v moštveni vožnji sem odpeljala z nulo, potem sem v kanuju naredila dotik, po včeraj v kajaku tudi. Danes pa je šlo spet po planu in sem ciljala sredino vrat in se mi zdi, da mi je čovn kar tekel. Eva, dajva eno generalno oceno tega svetovnega prvenstva v Augsburgu, res 8. nastop že. Ja, tekmovati je bilo zelo lepo. To je šele moje 3. svetovno člansko prvenstvo in drugo v kajaku. Vse skupaj sem zadovoljna, se mi zdi, da moram biti. Še sploh pa tisti začetek z 2. in 4. mestom je bil res vrhunski. Zdaj pa še tale vožnja v kanuju tudi ni bila tako slaba. Sem kar zadovoljna in ponosna nase, tako da si bom zapomnila kot neko lepo svetovno prvenstvo. Nadaljevanje letošnje sezone, še 2 tekmi svetovnega pokala, in se je održel, cilji za tam? Cilj je sigurno, da odpeljem vožnjo, ki mi bo takoj prinesla polfinale, potem pa v polfinalu, da mi uspe vožnja brez napake in mi mogoče zagotovi mesto v finalu. Super.